Pozdravljeni. Zopet je prišel teden naokrog in čas je za komentar novic, ker si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1 v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi. In brez skrbi, ne bomo seveda naše pozornosti usmerjali na take malenkostne zadeve, kot je okvara na tovornjaku Scuderie Ferrari. So imele ekipe težave tudi s transportnimi sredstvi, nam je jasno najmanj od 2019. Tu smo videli na Madžarskem tudi to nesrečo, a na to smo navajeni. Tokrat, koliko koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v izvirnikih citiranih člankov, in vse bližnjice navedene v samem opisu. A da ne bomo kot običajno predolgi, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. Na začetku se bomo ustavili ob članku, ki je izšel 6. septembra spletni strani motosport.com. Tu smo lahko videli izjemno dobro obnovo vsega tistega, kar se je zgodilo med Porschejem ter Red Bullom in seveda dobra analiza, zakaj tudi lahko ne bo iz tega posla pravzaprav nič. Vem, pred časom se je govorilo le o tem, da manjka samo formalnost, da bodo posel objavili. Smo videli, uslišimo te magične besede, se ponavadi zgodi kaj takega, ki situacijo dobesedno obrne na glavo. A strani Red Bulla smo lahko razumeli, da izjemno cenijo svojo samostojnost in da ne bodo prodali deleža Porscheu. Kdo vse je pisal o tem, kaj se bo zgodilo, ko bo ta nemški konstruktor vstopil v svet Red Bulla? Nekateri seveda so nekako predvidevali, da bo tudi prevzel celotno ekipo. Sedaj vidimo, da iz tega verjetno ne bo nič. A zanimivo je nekaj drugega. Namreč pri Red Bullu so še zmeraj prepričani, da v sezoni 2026 bodo sestavili svoj pogonski sklop. In tu so verjetno ponudili Porscheu možnost, da bi na glavo nalepil svoje ime, ne da bi bil recimo temu pravi konstruktor. Spomnite, v preteklosti smo že govorili o rahlem nesmislu, da bo imela skupina Volkswagen 2 ločena projekta in 2 ločeni ekipi. In sedaj zadeva dobiva svoj smisel. Namreč Porsche bi lahko pomagal Red Bullu, predvsem pri električno-hibridnem delu, medtem ko projekt Audi zgodba zase. Izgleda, da je prišlo do nekega sporazuma, da se niso pravzaprav razumeli, kaj je nekdo hotel in kaj drugi ponujal. A to, da pri Red Bullu vidimo neke čudne mahinacije, kar se tiče imen pogonskih sklopov, ni nič novega. Tu bi vam rad pokazal RP12. Ste ga verjetno že videli, ampak ima neko posebnost. Pogonski sklop, ki je poganjal ta bolid Formule 1, uradno ni bil Renault, temveč tak Heuer, ker so se začuda takrat pri Red Bullu smrt sprli s tem francoskim konstruktorjem. Malo je manjkalo, da ne bi ostali v sezoni 2016 brez. Pustimo sedaj to, tu je druga zgodba. Vidimo lahko, da pogajanja z Red Bullom so vse prej kot sama po sebi umevna in seveda, ko slišimo ponovno isto besedno zvezo, da manjka le formalnost, bodimo res pozorni. A na vrsto je prišla že naša druga tema danes. Na prihajajoči veliki nagradi Italije
bomo lahko pri skuderiji Ferrari opazili določene kromatske spremembe. Namreč poroča portal planetf1.com v članku objavljenem 6. septembra, bomo videli pri oblačilih članov ekipe in morda tudi na bolidu spremembo, ki bo nekaterim všeč, drugim pa malce manj. Namreč pojavila se bo rumena barva. In tokrat je treba razložiti, zakaj rumena barva in morda tudi, zakaj ni prav primerna izbira. Ni še pravzaprav jasno, gre za praznovanje 75. obletnice Ferrarija ali 100. obletnice proge v Monzi. Ampak dejstvo je, da v svetu motošporta ima rumena barva čisto svoj pomen. In ne govorimo o rumenih zastavah. V času, ko so bile še obvezne nacionalne barve, je rumena predstavljala Belgijo. In zakaj je tako pomembna za skuderijo? Verjetno zaradi Modene. Namreč v grbu Modene je rumena in rumena je zaradi tega prišla tudi v sam grb skuderije Ferrari. In kolikor poznate zgodovino Ferrarija, boste seveda vedeli, da rumena barva je pogostokrat imenovana Giallo Modena ali rumena Modena. In to je verjetno eden izmed tistih razlogov, zakaj bomo videli rumeno barvo, prav kakega smisla sam tu ne vidim. Res, v preteklosti so bili tudi Ferrariji v Formuli 1 rumeni. In to zaradi dejstva, ker so jih vpisale zasebne belgijske ekipe. In Belgijec Jean Gabien, ki je bil pogostokrat v Ferrariju, je imel na razpolago rumen avtomobil. A težava je nekje drugje. Kolikor bodo pri skuderiji menjali samo oblačila, bodo verjetno nam, malce starejšim navdušencem, priklicali v spomin nekaj, kar je bilo v preteklosti. Namreč desetletja nazaj so mehaniki skuderije Ferrari bili oblečeni v rumene zaščitne obleke. Ampak treba je poudariti nekaj, da v preteklosti pri Ferrariju so imeli drugega dobavitelja goriv in maziv. In zaradi tega so bili mehaniki v rumenem. In vidimo, da lahko, da ukolikor bodo predstavniki v rumenem, iz zgodovinskega smisla je zadeva rahlo na trhlih nogah. In ukolikor bo kdo dejal, da je to poklon stoletnici proge v Monzi, vezo ima z Modeno, niti v istih regijah nista v Italiji. Tako da zadeva je vse prej kot nas. A pojdimo raje naprej, kajti pri Ferrariju še niso končali s presenečenjem. V našem tretjem sklopu se bomo zopet posvetili skuderiji Ferrari, ampak tokrat iz tehničnega vidika. Poročajo na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, naj bi na prihajajoči veliki nagradi Italije imel Carlos Sainz mlajši na razpolago nov pogonski sklop. Tem so poročali 5. septembra. In zakaj je to tako presenetljivo? Namreč viri navajajo, da naj bi imel ta pogonski sklop približno 2 kilograma nižjo maso. In videli smo, naprimer, da pri veliki nagradi Belgije je Charles Leclerc dobesedno začel iz dna, a takrat so mu ugradili recimo temu klasičen pogonski sklop z nekaj manjšimi izboljšavami. In najprej ni jasno, kako lahko po homologaciji dosežejo take spremembe. In drugič, zgodba sama po sebi zveni odlično, 2 kilograma nižja masa, ogromno. A težava je nekje drugje. Kolikor vzamemo tehnični pravilnik Formule 1 in si ogledamo
točko 5.5.1 bomo ugotovili, da minimalna masa pogonskega sklopa je omejena na 150 kg. Smo imeli tako imenovan pogonski sklop Superfast, ki je bil tudi izjemno nezanesljiv, z 2 kilogramoma previsoko maso in to 3/4 sezone. Namreč nižja masa pomeni manj materijala in manj materijala lahko pomeni večjo nezanesljivost. In če že sedaj smo videli toliko menjav, kaj nas še čaka do konca? In zakaj to prednost dati Sainzu? Mogoče zato, ker zadeve niso preizkušene? No ja, videli bomo skupaj. Ampak zgodba kot taka izgleda izjemno dobro na naslovih v raznih člankih, a ko malo premislimo, lahko vidimo, da zadeve niso tako idealne. Pojdimo še k našem zadnjem sklopu ter zadnji novici. V britanskem časopisu Mirror smo lahko 5. septembra prebrali rahlo bizarno novico. Namreč po veliki nagradi Italije bo v Monzi z Alpinom A521 bolidom prejšnje sezone nastopil Jacques Villeneuve. In ko slišimo take novice, smo lahko malce začudeni. Uradno naj bi šlo za praznovanje 25. obletnice njegovega naslova z Williamsom. Takrat je seveda ekipo Williams poganjal motor Renault. Poganja tudi seveda bolide ekipe Alpine, ampak zgodba kot taka verjetno marsikoga izmed nas ne prepriča. Verjetno je šlo za testiranje, ki je bilo planirano mesece vnaprej. Namreč ni kar tako, da se nekdo predstavi pred samimi vrati in pač vpraša vzdrževalce proge, če bi lahko malce testiral samo krog ali 2. Dobro vemo, da pri ekipi Alpine so do pred kratkim pripravljali Oskarja Piastrija, da bi lahko imel kar dobre občutke za njegov prihod v Formulo 1. Ker se je Oskar odločil drugače in je zapustil ekipo Alpine ter šel k McLarenu, so pri Alpinu ostali z prostimi termini in seveda materialom, ki je bil na poti. Zato bodo tokrat skušali omiliti škodo s tem, da bodo priložnost dali Jacquesu Villeneuvu, ki je mnogokrat znan po ostrem jeziku, a prav zanima me, kaj bo povedal po tem testu. Namreč v bolidu Formule 1 ga ni najmanj že desetletje, ampak videli smo, da je še zmeraj aktiven. Videli smo ga lahko naprimer tudi v seriji NASCAR letos, kar pomeni, da se še drži v formi in da ima še strast. In tu je zopet lep dokaz, kako v Formuli 1 zadeve niso take, kot se lahko zdijo na prvi pogled. Koliko govora je bilo o tem, da so pri Alpinu investirali ogromne vsote v Piastrija, sedaj pa praznujejo z Villeneuvom 25. obletnico njegovega naslova. Seveda, sedaj zgleda, da je to pravzaprav zastoj. A vsakdo izmed nas si seveda lahko ustvari svojo sliko. A kar se tiče tokratnega komentarja novic, je, kot ste razumeli, to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.